Dober dan. Danes se mi pa zdi, da je pred nami en tak malo bolj zanimiv podcast, pa upam, da mi ga bo ratalo čim hitreje speljati, zaradi tega, ker ne bi rad razvlekel celega mojega mnenja o Oliver Kingu na 15 minut. Bomo se pa danes pogovarjali o eni osebi, ki je bolj znan po socialnih medijih kot Oliver King, drugače pa to Brian Johnson. Ampak vlog sem naredil, oziroma podcast sem naredil pa samo zaradi tega, ker sem dobil, zdaj pa že 100% več kot 20 sporočil na svoje vprašanja ob četrtkih, dobivamo sporočila, oziroma dobivamo vprašanja, plus v zasebno dobivamo sporočila o njemu, oziroma moje mnenje o njemu zdaj, glede na to, kaj se je zgodilo pred 2 tednoma. Ampak da pridemo do tega, moram čist malo napeljati zgodbo še odprej, oziroma čist malo povedati backgrounda, tako da bomo kar začeli. Ok, Brian Johnson, a.k.a. Oliver King, je ena internetna osebnost, ko je zdaj jaz ne vem kdaj sem ga začel spremljati. Mislim, da ene pol leta nazaj, mogoče malo več, ampak rečemo pol leta nazaj. Ko so mi ga začeli ljudje pošiljati, ne, zato ko je dostrov meso, ali pa zato ko je pač bil na carnivore dieti, pa jih je zanimalo, a je to v redu ali pač to ni. V glavnem, on je ena oseba, stara 44 let se mi zdi, da je, oziroma v svojih srednjih 40-ih, ki lahko sami vidite pač, kako v 40 oziroma pri 44 izgleda. Tule gre bo zdaj slika. Od spod bom delil njegov profil, da si lahko vsak gre tudi na Instagram pogledati pač njegov profil. Zdaj ima pa že okoli 2 milijona sledilcev. Fora njega, oziroma pač za kar se on zavzema na Instagramu in za kar se tek promovira, pa je kao da naj bi ljudje sledili 9 ancestral tenets, se reče. To je on neki izumil, in da če slediš temu, da boš pa v bistvu pol zgledal tako on zgleda, da boš v bistvu zdrav, da boš živel svoje optimalno življenje, da boš bogat, da boš privlačil punce oziroma ženske. Pač se pravi, čisto na kratko, če boš delal teh 9 stvari, ko jih on promovira, boš tak kot on in boš imel optimalno življenje. In zdaj, kaj sploh so teh 9 ancestral tenets? Zdaj, če bi hotel, bi se lahko vsako tudi spustil pa razdelil posebej, ja se strinjam z njo ali ne, ampak tega ne bomo danes delali, zato ko bo samo to trajalo po moje pol ure oziroma 1 uro. Če bo vas ful zanimalo, mi pustite komentarje oziroma napišite v zasebno, pa bom naredil še en posebej vlog, pa bomo razdelali teh vseh ancestral tenets, zaradi tega, ker osnovno z njimi načeloma ni nič narobe, v bistvu so ful pozitivne. Ampak bomo videli pol, kje se pač pojavi težava. V glavnem, teh 9 ancestral tenets sledi po zaporedju. Sleep, eat, move, shield, connect, cold, sun, struggle, bond. In zdaj čisto na kratko, sleep itak samo pač gledaš na kvaliteto spanca, pač da ga podpiraš s hranili, bla bla. Eat pomeni, da pač ješ, ne samo da ješ dost, ampak da ješ hranilno hrano in optimalno hrano, kar je po njegovem mnenju carnivore dieta. Move pomeni pač nasploh gibanje, pač trening. Shield po njegovem pomeni v bistvu, da se, naprimer, ena stvar, ko jo promovira, je, da pač nimaš telefona v žepu, zaradi tega, ker sevanje lahko vpliva na moda oziroma na spolne hormone, karkoli. Ena je, da pač toksine izločiš iz prehrane, po njegovem toksine določene, ali pa, oziroma pač, da ješ čim manj procesirano hrano, to je shield. Connect je v bistvu pač, da se povežeš z svojim tribom, se pravi, da imaš neko bazo ljudi oziroma skupek ljudi, ko je isto misleč kot ti in da se pa z njimi povezuješ. Cold pomeni, da se izpostavljaš pač mrazu tudi, da se mora tvoje telo pač, da dobi iz vidika imunskega sistema, iz vidika regeneracije, karkoli pač on vse promovira. Pol promovira, da se izpostavljaš soncu. Se pravi pač, da dobiš dovolj sonca oziroma sončne svetlobe na svoje receptorje, da dobiš dovolj vitamina D. Pol je struggle. Struggle je zdaj pa v bistvu ne pomeni samo treninga, move pa struggle sta si ful podobna, ampak struggle je bolj kot, da moraš trpeti v določeni stvari, zato da pač buildaš pol svoj karakter gor. Zdaj, po njegovem je to določen nek trening njegov, ko neki, ne vem kaj, že nosi kettlebelle ali neki, lahko je pa tudi bolj iz psihičnega vidika. Se pravi pač, da se malo straglaš, zaradi tega, da ti bo pol v splošnem življenju boljš. In pa imamo še čisto zadnjega, čisto zadnji je pa bond with your tribe, tu je pa bolj z družina, pač oni čist bližnji, da jih imaš blizu, da se pogovarjaš z njimi, da se bondaš, da pač deliš svoje izkušnje. Skratka, to, kar pač vemo, da je pozitivno.
Ok, in zdaj, če čisto na hitro pogledamo to, kar sem rekel, pač on promovira teh 9 stvari in pač govori, da boš s tem, ko boš to delal, optimalno živel po njegovem in da boš tako on in to promovira. Pač tule načeloma s tem ni nič narobe. Vsak ima svoje mnenje, kaj promovira, pa če si influencer, pač promovira stvari, za katere misliš, da delujejo. Bolj je problem, ker se v teh 9 stvareh določene stvari pač niso niti približno realne, tako je naprimer, ne da greš ti ven na sonce, pa se nastavlja soncu za vitamin D ali pa da za tvoji receptori zaznajo angle svetlobe, da pol cirkadiane ritme naštimaš, ampak da naprimer sončiš svoje jajce na soncu, zato da povišaš testosteron. Ne samo, da ni z literaturo pokazano, da bi to delovalo še dejansko lahko ti škodi, oziroma po mojem mnenju ti lahko prej škodi. Pol isto meso. Načeloma z carnivore dieto ni nič narobe, če se uporabi v določenem kontekstu za določenega človeka za določen čas. Ampak on promovira, da je carnivore dieta end all, be all, se pravi, brez tega ne gre, pač to je najbolj optimalna dieta, če boš karkoli drugega delo, je slabš, plus, da hkrati promovira še surovo meso. In zdaj to je edina točka, ko jo bom še izpostavil, pa ne bomo več izpostavljali vsakega posebej, da ne bo predolgo. Zdaj, surovo meso je tak, jaz osebno od malega jem surovo meso rad, ni važno, katero meso je to, piščanc, riba, govedina, svinjina, karkoli, če ne kaj druga, vsaj probam, zaradi tega, ker mi je pač okus dober, vedno mi je bil in to jem, ampak vem, da se tule zraven pridejo tveganja, predvsem za okužbo z določenimi bakterijami, ki lahko vodijo celo v smrt. In to pač delam na lastno odgovornost, oziroma tega niti približno ne promoviram in niti približno ne jem v velikih količinah. Samo tu pa tam probam, oziroma pač ko si delam meso, ga vzamem malo stran, pa ga pač malo surovega pojem. Zdaj pač to eni niti pomisliti ne morejo, da bi naredili, eni so pa tako on, ko promovira, da bolj ko je surovo, boljše. Kar kot prvo niti približno ni res, drugo pa, glede na to, da imaš ti 2 milijona sledilcev, pa to promoviraš, dejansko škoduješ lahko ljudem. Teda, če bi šli vsako posebej razdelati, se vidi pač, v osnovi so vse ful super, ampak za splošno populacijo, ampak ko pa vidiš, na kak način jih pol on to promovira, pa kaj dejansko misli s tem, ko reče, tam se pa pol začnejo razhajanja dogajati, ko večina, oziroma rečemo 50-50, pač polovica, kar govori, je bullshit, s polovico bi se vam mogoče lahko strinjal. Ok, in to načeloma sploh še ni tak problem. Pač imaš influencerje, ko promovirajo stvari, pa govorijo bullshit, pa pač imajo sledilce, pa je to. Ampak on govori, da je tak, ko je, in da je bogat, ko je, in da ima družino, tako je, in da vse, kar se okoli njega dogaja, tako je, zaradi tega, ker dela samo to že 44 let. In pol, če ga pogledamo, vidimo, oziroma, da si vsaj 2 ali 3 mesece treniral v gymu, veš, da taka stvar, ko jo on dela, se pravi, oziroma da na tak način, ko on zgleda, ne more biti naravno. Ne samo, da pri 44 letih, jaz skoraj upam trditi, da naravno ne moreš biti tak, vzdrževati ne moreš tega pri 44 letih, zato ker je enostavno preveč zahtevno iz vidika metabolizma, da bi lahko to vzdržal, da bi lahko vzdržal tak procent maščobe, ko ga ima on, ko nima maščobe, da bi imel dejansko gore izrisane iz svojih six-packov, pač enostavno to ne gre, če si naravni, po mojem mnenju. No in tu je v bistvu največja težava pri njemu. On je do 2 tedna nazaj, na vsakem podcastu, pa ni važno, kdo ga je to spraševal, ga je spraševal Mark Bell, ko se v bistvu s tem ukvarja in točno je, a je Huberman o tem govoril, a je govoril Derek od More Plates, More Dates, tisti, ko bom tudi link delil, da lahko vidite celotno enourno deep dive razdelano stvar glede Liver Kinga. Vsem je zatrjeval, da on nikoli ni bil, ni in nikoli ne bo na kakršnih koli sintetičnih dodatkih, ali hormonih, ali peptidih, zaradi tega, ker to pač ni ancestrally consistent, pač to naši predniki niso mogli biti. Oni so bili taki samo zaradi mesa, pa zaradi tega, ko so ful trenirali, pa bili na soncu, pa bili na mrazu. No, če si bil sicer vsaj malo, tako sem prej rekel, 3 mesece v trenažnem procesu, veš, da je to ena izmed največjih bullshitov, kar se dogaja. No in še tule načeloma ne bi bil nek problem, če pač on se laže na vsakem podcastu, pa zatrjuje, da nikoli tega ne bo naredil, pa nikoli ni bil na ničem sintetičnem. Če ne bi on, poleg tega, da promovira vse to in da govori, da boš tak, imel zraven še verigo prehranskih dodatkov, ki so direktno njegovi, ali pa pač sodeluje z določenimi podjetji, ki promovirajo to bolj ancestral diet pa to. In on ima na leto, pač on glasno in jasno pove večkrat, da ima na leto več kot 100 milijonov prihodka in od tega je na desetine milijonov je zdaj od teh stvari, ko jih pač prodaja, zaradi tega, ker je dobil tak following. No in zdaj, 2 tedna nazaj se je pa zgodila ena pizdarija. Pizdarija za njega, za nas
pač mislim, tiste, ko mu sledimo oziroma spremljamo njegovo zgodbo, načeloma ni nič kaj čudnega oziroma presenetljivega. In sicer prišli so ven maili, po katerih se on pogovarja z trenerji in z določenimi osebami, ko se pač bolj na social media osredotočajo oziroma na rast tvojih profilov, pa kako boš ti se trendal v to. Različni maili so. Zdaj, bolj pomembno tistem, ko bomo zdajle govorili, je mail, o katerem se z trenerjem zmeni oziroma z nekim zdravnikom se zmeni za stek, ki ga bo on jemal, in sicer stek seveda sintetičnih stvari oziroma hormonov. Zdaj, tek, ne vem točno na pamet, kaj je, tule gor bom delil sliko, da lahko vsak vidi, kaj je, tisti, ko se bolj spoznate na hormone oziroma tiste, ko jo zanima. Mislim pa, da je imel od tega samo 2 hormona, oziroma rečem samo 2 hormona, pač imel je 2 hormona, testosteron, pa rastni hormon, pa 5 peptidov. Peptidi se itak načeloma lahko obnašajo tako hormoni oziroma so mogoče malo bolj prijazni na sistem, to lahko enkrat razdelam. V glavnem, na 7 različnih stvareh je in za njih porabi $15,000 na mesec. Se pravi, on ne samo, da je na staffu že bog ve kako dolgo, vemo, da ogromno porabi denarja za to. Pač dela sicer pametno, na pameten način in ima res vse najbolj čisto, kakor je treba, oziroma najbolj kvalitetno in pač je šel v to z podporo zdravnika in ve, kaj dela, ampak vseeno. Tu se zdaj pojavi najbolj velik problem, po mojem mnenju. In zdaj bomo pa direktno našli pač kar na moje mnenje. Ok, se pravi, če čisto na hitro povzamemo. On je 44 let star tip, ko zgleda tako gorila, 2 leti, ne vem, kako dolgo že govori, da ni na ničemer in da s tem, ko on dela teh 9 stvari, pač on je tak. Zanika uporabo sintetičnih stvari, ki mu omogočajo tako fiziologijo, hkrati pa prodaja svoje suplemente in na njih služi zaradi tega, ker ljudje dejansko pol mislijo oziroma so prepričani, da ne rabiš nič kaj drugega, ko pa samo njegove suplemente, pa trening tako on dela, pa prehrano tako, ko on dela in boš pol tako on. In tu je največji problem. Tako sem rekel, prvo, če razdelamo, oziroma če si na hitro dam moje mnenje o teh 9 ancestral tenetsih, tule se načeloma nimam nekega ful negativnega mnenja, zaradi tega, ker večini ljudi, in ko govorim večini ljudi, mislim 95% ljudem, bi koristilo, če bi se ravnali po teh 9 priporočilih, ko jih on da. Sicer ne na tak način, ko jih on da, tako smo prej razdelali surovo meso ali pa sonce, ampak teh 9 stvari bi spremenilo življenja 95% populacije. Druga stvar je glede uporabe sintetičnih dodatkov za tako fiziologijo, ko jo ima, pa za tako počutje, ko jo ima. Spet, s tem ni nič narobe. Pač vsaka čast, zaradi tega, ker tudi, on, kljub temu, da je na taki dozi pač stvari, ko jih pač ima, on še vseeno more trenirati na dan. On trenira 2 do 3-krat na dan, pa naredi 3-krat na dan tak trening, ko jaz naredim mogoče v eni uri, oziroma pač v eni moji enoti treninga, naredi on 3-krat na dan. Teda, tak volumen, ko ga on dela, si jaz niti predstavljati ne morem. On ne sedi sam doma, pa se špika, pa bomo zdaj kar rastejo mišice. Tako da to moramo pač reči. On trdo dela za to, da se pokaže ven tako, ko je. Se pravi, s tem ni nič narobe. Problem nastane, ko ti to zanikaš vrsto let, oziroma na več različnih podcastih, ko imajo res dosega, ko ti to zanikaš in pol na podlagi tega služiš. In to imajo ljudje največji problem z njim. In tudi tule se meni zdi, da je pač moje mnenje je, da je tule on zdaj, upam, da je izgubil spoštovanje od večine ljudi, ko ga spremlja, oziroma ne da je izgubil spoštovanje, da bojo vsaj v vsako stvar, ko jo zdaj reče, od zdaj naprej, da bojo podvomili. Sicer, on je prišel z nekim opravičilom ven, ampak njegovo opravičilo je pa zdaj spet tako, malo hinavsko, malo se pa z njim tudi strinjam. Zdaj, če on je rekel, da na hitro povzamem, bom še njegovo sporočilo odspodelil oziroma opravičilo. Če na hitro povzamem, on je rekel, da je mogoče malo sam sebi lagal in je mislil, da kljub temu, da mogoče laže pač populaciji, ko ga spremlja, lagal je tudi svojim sinom, naprimer, da če laže ljudem okoli sebe pa ljudem, ko ga spremljajo, pa vseeno s tem, ko promovira teh 9 tenetsov, pač ko jih on promovira, da spremeni življenje ljudem zaradi tega, ker se itak pač zdaj je vedno hujše iz vidika kroničnih stanj, na katere lahko vplivamo z lifestylom, da pa lahko upraviči to laž, da je pa on na steroidih. Ja,
načeloma se čisto v popolnosti strinjam, zaradi tega, ker še vseeno ljudje moramo malo kritično razmišljati. In so tudi ljudje, tudi če so obupani, so sami krivi, če padejo na fore človeka, če ne grejo preveriti informacij še drugam. Če on načeloma kritično razmišlja, naprimer, da bi jaz zdaj prišel, ne bi imel nič pojma, pa bi videl, fuck, Liver King tako izgleda, jaz bi tak bil. Ok, prefiltriram informacije od enega, ko nas čist nasprotno govori kot Liver King, da vidim, kje se informacije pač ne oklapljajo skupaj in pač pol kritično razmišljam. Pa če se pol odločim za Liver Kinga, ok, pač sem pač padel na njegovo foro pa na njegovo laž. Ampak načeloma je njegova laž večini ljudem, vsaj na začetku, če vzajemo zdaj srov meso pa to, pa ono nastavljanje soncu svojih jajc, načeloma je pomagala. Tako da tule načeloma si on lahko nekaj opravičuje sam pri sebi. Ampak še vseeno, če doda to, da je s tem obogatel svojo znamko za več desetin milijonov na leto, pač izraba ljudi za njihov cash, tule se pa ne strinjam več s tabo. Samo prehranske dodatke daš ven, pa promujeraš to, kar promujeraš, pa bi se v 70% strinjal z Liver Kingom. Ampak to, da pa ti na ljudeh, ko ti zaupajo, ko nimajo več druge, ko mislijo, da jim lahko še samo to pomaga, da se nastavljajo soncu svoje jajce, pa pol devajo cash za prehranske dodatke tebi, ti pa z lažjo služiš, tule pa, pač človek zgubi celotno spoštovanje iz moje strani. Vem, da to nič ne pomeni njemu, ampak pač moje mnenje, če vas je zanimalo, pač da ga povem. To je pa to. Zdaj bom dal samo še sneak preview za naslednji video, če bo koga zanimalo tisti, ko ste do konca gledali, in sicer v naslednjem videu bomo razdelali celotno literaturo glede Tongat Alija, ki je v bistvu zelišče oziroma grm, ki ima potencialno zdaj, po mojem mnenju, največjo možnost, da pristane kot zelo kvaliteten spodbujevalec testosterona pri mladih moških, pri starejših moških, pri ženskah, brez tega, da bi vplival na druge hormone oziroma da bi imel neke negativne učinke na druge hormone. Ampak bomo videli, a se bo to pokazalo, ko bomo razdelali literaturo v naslednjem podcastu. Teda, to je to, pa se vidimo v naslednjem podcastu. Ajde.